v knjižnici Črnomelj se trudimo, da smo čim bolj inovativni, da nekako spremljamo vse te inovacije, tudi na računalniškem področju. In v bistvu smo bili ena prvih knjižnic, med prvimi knjižnicami v Sloveniji in tudi prva na Dolenjskem, v jugovzhodni regiji, ki se je v bistvu odločila za ta prehod na Cobis3 izposojo. Za prehod smo se odločili junija 2015. leta. Nekateri kolegi so bili kar skeptični, ta prehod na sredini leta, kako bo potem potekala zadeva glede statistike in tega, ampak smo po pogovoru s sodelavci, v bistvu je bila skupna odločitev, da gremo v to, da sprobamo program. Ker pred samim prehodom, oziroma preden smo sploh začeli s temi postopki, je bilo nekaj dvomov, in sicer dvomov, ki so se pokazali pri nekaterih drugih knjižnicah, ki so že pristopili v Cobis3 izposojo. Ampak te dvomi so se potem razblinili. Moram povedati, da to zaupanje, ki se je ustvarilo med nami kot knjižnico in Izumom na drugi strani, je bilo res odločilnega pomena. Dobili smo občutek, da vedno je vse pod nadzorom, da dejansko ni tisto, da bo nekaj šlo po naključju, ker na takih primerih vedno te strah, če bo stvar šla mogoče v drugo smer, kot je pričakovano. Ampak ta izobraževanja na Izumu so že odprej, ko sem se jih udeležil, vedno bila res na visokem nivoju. Vedno se ljudje potrudijo, da ti pokažejo, kako stvari potekajo. Res je, da to za nas je bilo lažje, oziroma zame je bilo lažje to izobraževanje, ker sem že prej poznal določene postopke v drugih segmentih, Cobis3. In je pa to bilo po svoje res tudi kar naporno, ker je veliko novosti, posebno neka druga stvar, veliko je teh postopkov v izposoji, tako da ja, dosti zahtevno izobraževanje, ampak smo ga dali skozi. Moram povedati, da imam tudi srečo, da so zaposleni zelo motivirani tudi za kakšne predloge, za kakšne inovacije, mogoče ko vidijo pri svojem delu, kaj bi bilo dobro še izboljšati, kako se bi ti postopki kako hitreje odvijali. Naslednja stvar je potem bila, da sem tudi sam čutil neko potrebo, da za ostale zaposlene pripravim neko majhno skriptico. In ta skripta seveda se dela na mojih izkušnjah tega izobraževanja in pa seveda iz gradiva, ki smo ga prejeli strani Izuma. Stvar je potem potekla tako, da smo dva izobraževanja upravili za zaposlene, in sicer v prvi in drugi skupini, in pa seveda, ko so začeli zaposleni s testno bazo, brez izkušene testne baze, sem vedno bil tam na voljo. Če se je kaj ustavilo, vedno sem tukaj, da sem lahko tudi sam zadevo razrešil. Ali recimo, če nisem sam bil prepričan, da smo se obrnili na Izume in tam dobili odgovore za te rešitve. In tudi sama sem se zelo želela udeležiti tega izobraževanja, da tudi potem lažje razumem probleme, ki nastajajo na izposoji, da lažje rešujemo zagate, da lažje mogoče razumem tudi sodelavce, ki delajo direkt na izposoji in se soočajo s temi problemi. Res bi pa htela pohvaliti še predavateljico. Tako opažam, da res sodelavci, ki prihajajo iz teh izobraževanj, so tako zagnani, motivirani za delo, tako da se mi res to zdi ena taka največja dodana vrednost tudi tega izobraževanja. Tudi to recimo, da pridemo iz Črnomlja v Maribor, da so tukaj nastanjeni v hotelu, da spoznajo mesto. To je mogoče še tista dodana vrednost tega izobraževanja.